NN podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalke in poslušalci. Še en NN podcast, moje ime je Suzana Lovec. Z mano pa danes dr. Miha Škrlavaj, doktor poslovnih ved, profesor s katedre za menedžment in s katedre za podjetništvo na Ljubljanski ekonomski fakulteti, tudi profesor na Norwegian Business School, objavlja pa v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah o vodenju, menedžmentu in kadrovskih temah. Dobrodošli. Hvala, pa pozdravljeni. Te teme so, dr. Škrlavaj, v podjetjih, pa tudi v drugih organizacijah izjemnega pomena. Kaj ugotavljate? Se direktorji, podjetniki, vodje v organizacijah tega zavedajo? Kako pomembno je, da recimo imamo te raziskave, da jih poznamo, da imamo znanja z tega področja? Ja, mislim, to so teme, ki so bile z nami že kar nekaj časa, bom rekel desetletja v smislu proučevanja, je pa opaziti nek ta kvalitativen preskok recimo v zadnjem desetletju, da se po raznih turbulencah nekako tudi odgovorni v podjetjih in drugih organizacijah začenjajo zavedati, da bi jim koristilo kakšno, dodatno mnenje, dodaten pogled, mogoče kakšne raziskovalna spoznanja, o tem, kako biti malček bolj uspešen pri taki zahtevni nalogi. Ker tukaj je ta nek zdravorazumski pogled marsikoga, zdravorazumski pogled, recimo nadzor, mikromenedžeriranje, to, da visiš nad delavci, je povsem napačen, ne? Ja, absolutno, in tudi je zanimivo, da ti neke uveljavljene miskoncepcije niso prisotne samo med vodji, ampak so tudi med sledilci. Davam tipičen primer, recimo v krizi je potrebno avtoritativno nastopati, in ta leitmotiv sem jaz slišal v bistvu večkrat, ne samo kot rečeno med vodji, ampak tudi med sledilci. Zelo boleče se je pokazalo, da to pač ni res, da dejansko ravno takrat potrebuješ en aktiven tak pristop, ki pa povezuje, ki zna različne poglede in različne perspektive nekako združiti in najti neko približno zadovoljujočo rešitev, tudi takrat, kadar pač neke optimalne rešitve ne obstajajo. Vi ste na Norveškem živeli 5 let. Kaj je vam dala ta norveška izkušnja? Ja, v bistvu se mi zdi, da ali je to Norveška ali je kakšen drugi kontekst, vedno je, najkrajša pot do sebe je takrat, da stopiš malo ven iz svojega okvirja. In to je bilo ravno dovolj dolgo obdobje, da začneš malo preizpraševati neke svoje bazične predpostavke. No, in meni recimo, glede na to, da mi je pač kruh to, da se ukvarjam z organizacijskim življenjem, sem ravno ta del najbolj nekako opazoval. In sem videl pač, kako se da recimo tudi nekako te znanstvena spoznanja zelo dobro integrirati v prakse. In sem videl, da je mogoče, da obstajajo tudi bolj umirjeni načini delovanja, kamor se ne toliko posvečamo nekim konfliktom in tenzijam in tako naprej, in da stvari vseeno lepo tečejo in funkcionirajo. Pa na sistemski ravni bi bilo recimo zelo zanimivo videti, kako so že v 60 letih nekje, če se ne motim, integrirali v svoj zakon o delovnih razmerjih neka spoznanja o tem, kaj so motivacijski faktorji. Einar Thorsrud je v bistvu avtor, ki je že dosti zgodaj pogruntal, da je pač delovna mesta, ki so in zdrava in produktivna, imajo nek smisel, dajo človeku neko dovoljšno mero avtonomije in tako naprej. In oni so to mrtvo hladno v zakon napisali. To je bilo manj zanimivo, kako se da boljše organizacijsko živeti. Smisel in skupnost je tisto, v bistvu, kar tudi v teh znanstvenih člankih v bistvu prihaja na plano. Omenili ste že te miskoncepcije, napake, ki jih imamo, ki jih imajo recimo vodje, katere so še tiste najbolj zakoreninjene, kaj naj bi po teh napačnih predpostavkah dober vodja bil in potem seveda kakšen je dober vodja? Ja, kje ne začnem, ne? Na slabem. Tako, na misel mi pride v bistvu ena študija, mislim, da je bilo
500 pač udeležencev te raziskave in Harvard Business Review je bila objavljena in so potem zlistali nek tak idealen arhetip vodje, ne? In gotoviš, da ne bi bil lokalen, pa globalen, pa ne bi bil humanist, ampak tehnološko napreden, pa skratka en kupenih takih paradoksalnih pričakovanj imamo, ki jih realno gledano zelo težko najdemo v enem človeku, a ne? In to dejansko vse skupaj pripelje do potrebe po temu, da je treba pač tudi samo vodenje malo bolj drugače in tako deljeno, porazdeljeno razumeti. In to dejansko se vidi danes, da pač marsikje se pogovarjamo tudi o vodstvenih ekipah, se ne pogovarjamo o enem izpostavljenem liku, ki ima odgovore na vse tegobe in izzive tega sveta, ne? In na drugi strani, v bistvu, kakšne bi bile te značilnosti, vi govorite o tem postherojskem vodenju, Ja. Torej vodju, ki zna drugače, ki vodi, če tako lahko rečem s to besedo laično, laiki tako radi rečemo zdravo, a ne? Kakšni so ti zdravi načini? Ja, recimo to je en tak moj ali pa naš skromen prispevek temu, da delamo napredek v smislu tega, kaj so produktivni in zdravi načini vodenja. To ni edini in zveličaven, ne, stil pa pristop, ampak dejansko izhaja iz ene mase nekih opazovanj in intervjujev in primerov in raziskav, ki vsi nekako na koncu imajo dva elementa. En element je ta, kot sem ga že omenil, da je pač gre za porazdeljene pristope in ti porazdeljeni pristopi dejansko mal detabuizira ali pa, kako bom rekel, mal človeka kot vodjo razbremenijo nekih herojskih pričakovanj, ne? In potem, če je ekipa, je potem lažje tudi iti čez kakšne težje izzive. In druga stvar je, da je pa uslužnostno vodenje, se pravi, to je vodenje, ki v osnovi nekako ne rekel, da je osvobojeno ega, ampak je namenjeno zrelim ljudem, ki so se spoprijateljili s svojim egom, no, tako najlažje opisal. In kljub temu je tega ega pri vodenju v nekaterih organizacijah, podjetjih še izjemno veliko, ne? Mačizma tudi, pa tukaj ne mislim mačizm znotraj moškega spola, ampak je ta tudi pri ženskah vodih absolutno lahko prisoten, ne. Meni je hecen malo, ne, sem že to omenila zadnjič, izraz postherojsko vodenje, ne. Skromni, avtentični, empatični, zagotavljajo smer in so zgled. Hecno mi je zaradi tega, ker v bistvu nasprotje tega je herojsko vodenje, pa se mi zdi, da je v bistvu to, kar sem zdaj naštela, ne, kar naj ne bi spadalo pod herojsko, ravno herojsko, ne. Ja. To, da ti pokažeš kot vodja, o čemer vi tudi pišete, tudi svojo ranljivost, ne. Ja, to je vse tako, no? Pač ta naziv je nastal, Fletcherjeva je to poimenovala že v 70-ih letih, mogoče kot mal provokacija, ne? Ker do takrat je bil pač fokus zelo na tem, kaj so vse neke idealne poteze, idealna vedenja, skratka neki presežki, ki jih more pač ta izjemen človek, ne, ki mu zaupamo vodenje, izkazovati. In pol ideja je bila ta, da pač je treba in vodje razbremeniti mogoče malo nekih nerealnih pričakovanj, pa tudi sledilce, ne, spravi sodelavce navaditi na malo bolj tudi, rekel, človeške poteze tistim, ki jim zaupamo vodenje. In ego je v bistvu zelo zanimiva tema, ja, ker v osnovi, ne, ima tudi funkcijo, no? Se pravi, pač človek brez ega verjetno se še ni rodil. Mislim, da imajo psihologi 32 različnih definicij tega, kaj je ego. In mi je zanimivo recimo Djokoviča poslušati, kot en očitno človek, ki ima zelo močno samopodobo in se je pripravljen s celim svetom skregati, ne, če odstopa od tega. Skratka, on govori o tem, da se je spoprijateljil s svojim egom. Tako da ja, imamo ta tip vodenja, ki ste ga opisovali, ki pač šprica ego vse naokrog, ne, in je potem neka narcisoidnost rekel problem, ali pa je pač prevladujoča poteza, vsaj javna teh ljudi, in imamo pač tudi, rekel, bolj zrele vodje, ki so nekako
pospravili ta svoj ego v neobvladljive okvire in s tem ustvarili prostor tudi, da se drugi počutijo malo bolj povabljene prispevati. Kako človek postane dober vodja? Joj, če bi to vedel. Mislim, to je kombinacija marsičesa. Tudi primarne socializacije, ne, pišete? Mislim, prispeva ali pa ne prispeva? Ne? Absolutno. Ne. Se pravi, jaz predvsem mislim, da nikoli nisi zaključen projekt kot vodja. Se pravi, tisti vodje, ki se zavedajo, da je, ki imajo ta miselni ustroj rasti, ki vedno vlagajo v to in iščejo feedback in se pogovarjajo z drugimi. In skratka, da jemljajo to kot proces, ne pa kot zaključen nek projekt. Tisti mislim, da taki so pač ljudje, katerim vsaj jaz nekako dajem kredibilno za to, da bi bili vodje. Ne. Se pravi, če sem malo bolj konkreten, itak gre za stvar motivacije, zelo velik del ljudi preprosto ne želi prevzemati odgovornosti, sploh če so mogoče že kdaj probali, kaj to dejansko pomeni. Potem gre za pač razvoj nekih veščin in spretnosti in prijemov in tehnik in tako naprej. Ja, in potem je pa še priložnost, ki se pač pokaže ali se ne pokaže. Tako da kombinacija nekako teh treh stvari, konkretno pač gre za pač te neke programe razvoja vodij, gre za coaching prijeme, gre za ogromno izkustvenega učenja, veliko padcev in pobiranj, delo z dilemami, tako. Gre tudi za branje strokovnih tekstov, znanstvenih tekstov o tej temi. Gotovo, treba kakšno knjigico vseeno odpreti. Ja, ne? Mislim, zelo sem zaskrbljen, če pač naletim na situacije, ki pač mislijo, ljudje ne samo vodje, ampak kdorkoli, če misli, da že vse znajo, da so internetno pametne osvojili, potem imaš problem. Kaj pa, ko pogledate Slovenijo, recimo, dajva reči slovenska podjetja, koliko bi rekli, da je teh zdravih vodij, ki krotijo svoj ego, ki, bom rekla laično, lepo delajo z ljudmi in zaradi tega tudi so pozitivne posledice tega potamžanja, in koliko je teh, kot sva rekla, na egu utemeljenih nezdravih vodij? Jaz mislim, da je ta prve kategorije več, kot jo pa vidimo. In da je druge kategorije manj, kot jo vidimo. Je pa bolj vidna potem. Absolutno je bolj vidna. In to je ta paradoks in pol ljudje malo prehitro demonizirajo. Ogromno je dobrih vodij, ki se zelo trudijo in delajo, uživajo spoštovanje med svojimi sodelavci, ustvarjajo neka zdrava okolja in tudi žanijo neke rezultate, in to se vidi se na dolgi rok, vidi se najprej znotraj organizacij. Je pa res, da imamo še vedno makro gledano dva problema. Eden je to, da živimo recimo primerjalno tako kot nek razvit evropski svet, dolgo govorim, ampak imamo pa precej manj let zdravega življenja. In glede na to, da preživimo recimo tretjino ali pa več svojega življenja na delovnem mestu odrasli, pomeni, da je tudi tam treba iskati razloge, kako stvari razviti ali pa izboljšati. In če primerjate Slovenijo, recimo, ne vem, primerljive države v Evropski uniji, kje smo recimo tukaj pri načinu vodenja? Ne vem, če imam prav kakšen, tak dovolj širok, nek vpogled raziskovanje, da bi vam znal kvantitativno to ovrednotiti. Imamo svoje kakovosti, mislim, da v kakšnih zadevah smo povprečni. Naše kulture recimo so dostikrat zelo tega družinskega tipa, se pravi, ne je pomembna pripadnost, lojalnost, pravi kot neka družina. In to je potem osnova, kultura je osnova tudi za tip vodenja, ki v takem kontekstu funkcionira. Se pravi, mi imamo mogoče mali izziv meritokracijo uveljavljati, imamo izziv, se pravi, malo tudi ločeti in si priznati, kdo je malo bolj potegnil kot drugi v nekem trenutku. Egalitarnost za nas je in prednost in slabost, tudi. In tega se pač morajo nekako vodje zavedati. Tako da jaz težko dam, vodenje je bistveno bolj mikro, kot je makro pojav, zato te mednarodne primerjave so
rekel, nekako omejenega dometa. Čeprav je pa res, da smo zdaj ni še zaključena, ampak smo eno tako zelo veliko študijo sooblikovali, Glob, ki je tudi na vodenje nekako se naslanjala, ampak mogoče o tem kdaj. Drugič, ko bo objavljeno. Tako. Ja. Zdravo vodenje pomeni tudi prilagodljivost, deljenje znanja in inovacij, več inovacij. Skratka, če ti vodiš s tem zdravim tipom vodenja, če si dober vodja, imaš seveda tudi, se pokažejo tudi posledice dobrobiti za podjetje. Je tako? Je tako, ne? Se pravi, vpliv vodenja je močan, ampak je posreden in ima časovni zamik. In to je mogoče včasih malo zavede ljudi, zato ker pač neke hitre rešitve, te egocentrične in tako naprej, ne, zavedejo ljudi v mišljenje, da je to, da to funkcionira, ne, da se nekaj na hitro zrihta in pokaže in tako naprej, potem pa se začne cena mogoče kazati pozneje. Ne. To je to, spravi, vodenje je močan faktor, je pa posreden in ima časovni zamik. Kako pa zaposleni občutijo slabo vodenje? Ja. Da si bojo znali predstavljati? Kako ga vidijo, kako ga prepoznajo in kaj tudi za podjetje posledično pomeni na dolgi rok, kot ste rekli? Čutijo ga in psihološko in tudi fizično. Ne? Recimo, mi se ukvarjamo z spanjem in delom, ne, z eno našo ekipco. In to se recimo, ti učinki se prelivajo. Ne? Se pravi, mi vemo, da je recimo neposreden vodja je prvi faktor retencije, se pravi zadržanja ljudi na delovnem mestu. Ne? In obratno, torej pač to je tudi prvi razlog, zaradi katerega ljudje zapuščajo delovna mesta. Ne. Se pravi, ima absolutno vsakodneven in močan učink na to, kako nekdo funkcionira na delovnem mestu, ali se počuti sprejet in da ima neko podporo za ustvarjanje, ali pa vsako jutro en tak cmok v grlu, ne, ali pa kakšno rano na želodcu. Izčrpavanje, ne, se opisuje tudi ta beseda, označi pol tudi to neko delovno okolje, ne? Ja. Izčrpljujoče. Tudi, mislim, se pravim, teh razlogov, zakaj se je treba ukvarjati z vodenjem, je res veliko in to je dobro dokumentirano. Tako da, zakaj se s tem ukvarjati, ni več vprašanje. In če greva potem na drugo stran, kakšne dobrobiti od dobrega vodenja v primerjavi s slabim vodenjem imajo zaposleni, kar bi morali zanimati tako zaposlene kot sindikate. Torej, gre seveda tudi za dobrobit delavcev, za pravice delavcev. To je tisto, recimo, kar mene najbolj zanima. Zakaj bi torej vsem moralo biti v interesu, da imajo dobrega vodjo? Se pravi, to je res en močan faktor tega po eni strani. Tudi za delodajalce govorim. Ne? In delodajalci, neki progresivni delodajalci absolutno se tega zavedajo in vlagajo. Ne? Za delodajalce seveda pač je to faktor neke produktivnosti, dodane vrednosti, inovativnosti in tako naprej. Za zaposlene se pa ve, da dejansko to vpliva na neke, recimo jim zdrave organizacijske kulture, ne? Se pravi kulture, kjer ljudje prosperirajo, se čutijo vključene, živijo bolj zdravo življenje, izpolnjujejo neke svoje osnovne človeške tudi potreba po pripadnosti, potreba po smislu, potreba po nekih pač samoaktualizaciji in tako naprej. Ne? Tako da ta povezava med vodenjem in izkušnjo zaposlenega je tudi zelo dokumentirana in tle sploh ni neke razprave. Ne? In če greva malo še pogledati v zgodovino, ne? Kako pa se je način vodenja spreminjal v zgodovini, pa tudi ta spoznanja, torej to, s čimer se vi ukvarjate, veda. To je zelo zanimivo, ne? In je treba še tudi povedati mogoče našim gledalcem oziroma poslušalcem, da mi smo, odkar smo se nekako ljudje dali v neke kolektive, prakticiramo vodenje. Ne? Zdaj ga raziskujemo ga pa bistveno krajše obdobje, to govorimo pač desetletja, tam pa govorimo tisočletja. Ne? In v skladu s tem seveda tudi ta veda, znanost o vodenju počasi napreduje. Začelo se je banalno, začelo se je v bistvu s tem, da so recimo tipali glave in iskali neke fizične značilnosti tega in gotovili, da je pač idealen vodja star 55, visok pa sivolas. Pa moški, verjetno. Ja, seveda, normalno. Ne? Ja. Tako da to nima veze z vodenjem, to nam je mogoče jasno, da zdaj upam. Ne? Ja. Skratka, začelo se je nekako z iskanjem nekih
vidnih karakteristik, pa potem so šli malo na manj vidne karakteristike, pa smo prišli na stile, zdaj smo nekako navedeni, se pravi, kaj naj bi pač nek vodja počel. Je pa pomembno tudi seveda se zaveda, da je vodja deluje v kontekstu. Se pravi, meni se zdi recimo zanimiva ena raziskava, Majo in Norija sta avtorja tudi iz Harvarda. V glavnem ona dva sta gledala 1000 vodij v enem stoletju v zelo različnih kontekstih, po različnih dejavnostih, po različnih koncih sveta in gotovila, da nimajo skupnega nič. Na prvo žogo. Na drugo žogo pa sta ugotovila, da dejansko jim je skupna kontekstualna inteligentnost. To pomeni, da razumejo duh časa in prostora, in vejo, kaj so neki geopolitični trendi, kam gre tehnologija, kakšne so razmere na trgu dela, demografska gibanja in v skladu s tem potem seveda tudi nekako usmerjajo svoje organizacije. Zdaj to govorimo nekak strateški nivo vodenja. Tehnologijo ste omenili. Kako pa umetna inteligenca spreminja vodenje? Ga že spreminja? Ga, absolutno, da ga. Tako da tukaj je res en kup enih zanimivih raziskav. Jaz mislim, da mogoče še bolj kot ta faza, v kateri smo zdaj, da uporabljamo pač generativno umetno inteligenco kot orodje, je zanimiva agentska umetna inteligenca. Se pravi, dejansko imamo zdaj poskuse bolj kot ne in raziskave o tem, kako se ljudje odzivamo na neko entiteto nečloveško. In se vidi, da je kar nekaj te antropomorfizacije, se pravi, da pripisujemo nekemu velikemu jezikovnemu modelu značilnosti človeka. Dam en primer iz zdravstva, je pač razlagala vodja v enem zdravstvenem kontekstu, da so se sodelavci in sodelavke pritoževali nad tem, kdo je dežuren in kdo ne. Rekla, jaz bom to lepo delegirala umetni inteligenci, 2 tedna je bilo okej, potem pa ni bilo več okej, potem so se začeli pa kregati z umetno inteligenco. Ja, tako da ali bojo ti agenti umetne inteligence nastopali kot vodje, bomo še malo videli, ampak je dosti zanimivih. Mislim, imamo ta utopičen, imamo distopičen pogled, tako kot na vsako neko tehnologijo tudi tokrat, ampak ja, je faktor in se s tem ukvarjajo, ljudje to raziskujejo, prakticirajo. Imamo, cele poskuse, cele marketinške oddelke so že povezali pač ta več agentski sistem in jih tako dali, nekako zaupali mašini namesto človeku. Učimo se. Jaz mislim, da smo v tej fazi. Ja. Ena od stvari, ki sem jih prebrala v teh člankih, napake niso prepovedane, so normalen del vseh procesov. Kako doseči v recimo podjetju ali kakšni drugi organizaciji, kjer smo vodje ali imamo vodje, da se napake, ki niso prepovedane in da so normalen del vseh procesov, ne pometajo pod preproge? Ja, bom začel še mogoče en korak nazaj. Mi smo, recimo, Amy Edmondson se je ukvarjala z psihološko varnostjo in sicer na en tak presenetljiv način je prišla do tega. Dejansko je ugotovila, da so organizacije, bolnišnice konkretno, ki so imele manj poročanih napak, slabše, po vseh možnih metrikah. Se pravi, je prišla do enega spoznanja, da ni problem v tem, koliko napak ti imaš, problem je, koliko jih poročaš. Če izhajaš te predpostavke, da smo ljudje zmotljiva bitja, je treba samo dopolniti te napake z mehanizmi učenja. In začne se pri tem, da pač ne kažemo s prstom, ne kaznujemo, ne pometamo pod preprogo, ampak se damo na neko vidno mesto. Recimo Spotify ima Wall of Failure, se pravi, toliko je ta kultura nekako že natrenirana na to, da se pogovarjajo o napakah, da jih imajo na vidnem mestu, zato da jih ne ponavljamo, da se iz njih naučimo. Imamo tudi druge, v avtomobilski panogi imamo recimo multinacionalke, ki se na tedenski ravni pogovarjajo o teh tako imenovanih, tudi ne samo napakah, ampak skoraj, near misses, se pravi, takrat, ko je skoraj nekaj šlo narobe in potem poskrbijo, da gre to učenje
poprek po celi organizaciji. Skratka, teh praks je kar nekaj, začne se pa pri kulturi, a se ljudje počutimo varne, da se pogovarjamo tudi o neuspehih, recimo, ne? Ali jih skrivamo in tlačimo. In me skrbi, kadar se hvalimo s tem, da nimamo napake, da nismo človeški. Res je. Kaj pa pomen komunikacije, ki sva ga s tem že nekako načela? Kakšna naj bo komunikacija vodje do zaposlenih? To je verjetno na celo poglavje ali pa knjiga, ampak ja. Mislim, to je tudi malo težko, je tako, bi rekel, da je tak generalen recept za vse, ampak če že moramo, bi rekel, da mogoče spoštljiva, za začetek. Se pravi, da se ne deremo, da ne kričimo, ne poskušamo dominirati iz pozicije moči, ker ravno to dosežeš, da ljudje utihnejo, da začnejo skrivati, da se ne moreš direktno pogovarjati. Če moram eno stvar zbrati, je to ta, pa seveda vse te klasične, Ta je zelo dobra, ja. Delo od doma in delo nadaljavo. Veliko smo se o tem kot družba pogovarjali med koronakrizo, ampak še vedno. Tukaj so izjemne diskrepance med podjetji, na kak način, seveda so tudi podjetja sama različna, kaj delajo in kaj omogoča in kaj ne omogoča. To je recimo deljeno delo. Ampak kaj bi bil recimo nek vaš nasvet, kako pristopati k temu? Ker srečujem recimo ljudi, ki bi lahko delali veliko doma in bili tam tudi bolj produktivni, pa so prisiljeni hoditi se štempljati v službo in tam mogoče biti manj produktivni, tudi gledati v zrak pa piti službene kave, namesto da bi recimo doma v krajšem času upravili nekaj izjemno bolj z večjim outputom. Torej, to tudi včasih sploh ni produktivno, tudi za delovno organizacijo. Potem dobiš prezenteizem, v bistvu. A lahko povem eno anekdoto, da sem se v bistvu ena izmed resnih tem, s katerimi sem razmišljal, da bi se za svoj doktorat ukvarjal, bilo točno to, teledelo, takrat delo od doma in ne vem kaj. In dejansko sem imel problem zato, ker ni bilo vzorca, na koga naj se v slovenskem kontekstu govorim. Tako da sem potem malo drugam zavil. To je bilo že dolgo nazaj. Dolgo nazaj, manj se ne zdi, ampak 25 let je dolgo nazaj. Ampak zdaj, bi rekel, še posebej v koroni smo pa nekako vsi bili pač vrženi v ta socialni eksperiment, kako je, kadar cela družba nekako čez noč mora izkusiti neko novo modaliteto dela. In spet smo se učili. In recimo tudi, ko smo bili vsi online, vsi od doma, tudi takrat se je videla, sta se videla dva modela nekako vodenja. Eden, ki je gradil na temu, pač, da smo zaposlili ljudje, ki so vredni zaupanja in da jim je treba pač nekako pomagati, osmisliti, biti v stiku in tako naprej, ampak zaupati, da so odrasli ljudje in da bodo naredili svoje delo, ne glede na to, kdaj in kje. To je bil en vidik. Drugi je bil so pa bila podjetja, ki so imela recimo te trackerje, se pravi, da so gledali, če si v sistemu, kaj delaš, kje se ti premika miška in take neumnosti. In to ostaja ta problem med mikromanagementom ali pa nanomanagement, sem zadnjič slišal. Nanomanagement, tako da to obstaja, ali pa zaupanje. Zdaj, jaz mislim, da za te nove generacije sploh, ki prihajajo, je to higienik. O tem se sploh ne pogovarjamo. Recimo, če nimaš možnosti vsaj nekega hibridnega dela ali pa do neke mere v trenutni situaciji, ki je še vedno taka, da pač lahko zbirajo, dobri kadri lahko vedno zbirajo, jaz mislim, te ne bodo resno niti jemali kot delodajalca. Se pravi, tega ne moreš zanemariti in spregledati. Je pa treba se še nečesa zavedati. Dejansko ta socializacija na delu ima svojo funkcijo. In recimo, mislim, da je bil Microsoft, med 60,000 ljudmi je delal raziskavo in so ugotovili, da je lepo funkcioniralo, smo bili produktivni vse, ampak za novo zaposlenje je bil pa izziv, ker niso mogli se vključiti v kulturo in se jim je poznalo na nekih kariernih priložnostih. Skratka, jaz sem zagovornik nekega hibridnega načina, ki pa seveda ima svoje omejitve. Treba se zmeniti o nekih pogojih, nekih okvirih, kdaj smo tam, če je smiselno, da smo vsi ob nekih trenutkih vsi skupaj, zato ker takrat imamo neke rutine, ki nas povezujejo in kdaj gremo lahko svoje pač individualne moduse delovanja. Tako.
Ja. Na ta način bi rekel, da nekako si predstavljam, ne sam predstavljam, opazujem, da pač rekel, uspešne organizacije funkcionirajo. Novembra pred 2 letoma gost prve epizode 6. sezone Vodi nas posluhom, to je oddaja, ki jo pripravljata s kolegico novinarko Anjo Hlačo Ferjančič na nacionalnem radiju. Je Gorazd Lampič, fizik, ki ima skoraj 20 let izkušenj z vodenjem, je pa tudi soustanovitelj podjetja Elaf, rekel, precej pomembno je, da si podjetnik želi zaposlovati sodelavce, ki so pametnejši od njega. To sem si zelo podčrtala. Kako pride vodja do tega, da dojame, da je pomembno, da ima pod sabo ljudi, ki so pametnejši od njega? Ja, to je zanimivo vprašanje. Ne? Po mojem, s tem, da je toliko odprte glave in toliko samozavesten in tudi mogoče prepričan v to, da se lahko sam razvija, s tem, da je obkrožen z ljudmi, ki znajo nekaj več in boljše in po neki dimenziji, ne? Da se ne počuti ogroženega. Spet smo pri temu fiksen ali pa miselni ustroj rasti. Ne? Se pravi, ljudje, ki imajo fiksen ustroj rasti, se zelo primerjajo z drugimi, ne? In se čutijo ogrožene in jim je glavna skrb in motivacija, da nekoga premagajo nad mudrijo ali kakorkoli že temu rečemo. Nekdo, ki je pa naravnan k temu, da se razvija in raste, bo to videl kot priložnost in ne kot grožnjo. Zdaj, kako pridemo do tega, s tem se recimo razvojni psihologi že ukvarjajo, pravzaprav vse te ideje so išle iz šolskega konteksta, ne? Tako da je nek moment, ki je genetsko pogojen in je nek element, ki je razvojno pogojen. Tako jaz mislim, da se da delati na kulturah in s tem. Če vidiš ti celo preko zgodbo organizacijskega življenja kot neko igro z ničelno vsoto, boš imel problem s takim pristopom, kot ga je Gorazd omenil, ne? Če pa misliš, da je to priložnost za vse, da nekaj rasemo, da se nekaj novega poraja, potem bo pa ti to absolutno v interesu, da dobivaš čim boljše ljudi, po možnosti boljše kot si sam, v neki dimenziji. V nekih dimenzijah, ker noben od nas ni dober povsod, ne? Vsi imamo in dober vodja se verjetno tega zaveda, ki ima svoje minuse. So ljudje, ki mislijo, da so dobri povsod. Ampak zelo, rekel, vse navarno je, če se ujamemo v to Dunning-Krugerjevo pasta, ko je že gora neumnih, se pravi, da v bistvu toliko malo veš, da v bistvu si zelo zaverovan v svoje kompetence in se precenjuješ. To je nevarno, zato ker tudi nekako so ugotovili Nizozemci konkretno, da pač zavaja, ne, da ta pretirana samozavest dejansko potem zavaja tudi druge v mišljenje, da si kompetenten. Tako da je treba. Mogoče je lekcija ta, ne, da se zavedamo ne samo, da ne čevlje sodi kopitar, ampak da obstaja tudi kar neki vrst čevljev. Ja. Kaj pa napredovanje, ne, ko smo že pri tem? Napredovanje do pozicije vodje, recimo. Ne? Ja. Kdo napreduje, kako napreduje in kako bi moralo biti? Ja, na misel mi pride sogovornica, ne, ravno iz te oddaje na radiju, ki je v enem podjetju delovala, mislim, da 25 let, ne, Jana Pete konkretno govorim iz Novartisa, in je rekla, da je 11-krat je v bistvu menjala pozicijo in vsakič nekako je prišlo do tega, da je bila letvica malo nad tam, kar je ona mislila, da je takrat sposobna. Se pravi, da je to in izziv in priložnost, pravi, da si dviguješ počasi letvico. Na ta način dejansko tudi potem lahko prevzemaš odgovornost, ki je motivacijska, ki je v skladu s tem, da tudi potem se razvijaš. Ne? Pravi, ja. Kaj pa je pri tej oddaji, ne, pri kateri vi sodelujete kot strokovni sodelavec, ne? Kaj pa vam dala? Mislim, mnogi gledalci tudi najini zdaj, ne, in poslušalci se vas verjetno spomnijo o tem, ampak kaj pa so te oddaje vam dale? Ogromno. Ja? Ogromno, ja. Moram reči, da začelo se je tako zelo slučajno, za njo sva se enkrat pogovarjala v vlogi, sem bil v vlogi intervjuvanca. Ja, intervjuvanca in potem je, mislim, da
urednik nekako na Radiu Nec, Jemec je dal idejo, da bi pač treba o vodenju se bilo malo bolj pogovarjati. In smo rekli, ok, dajmo probati, pa smo povabili prvih 5. In vsakeč dejansko, ko se pogovarjamo s temi ljudmi, meni je to v bistvu ta moja radovednost otroška nekako se nasiti. Vsak od njih ima toliko zanimivih vpogledov in zgodb in izkušenja. Tako da vsakeč znova neko novo spoznanje, nek nov moment. Tako da jaz to jemljem skoraj da kot intervjuje, kot raziskovalni intervju. In dejansko prvih 10 je že svojo knjigo doživelo. V angleščini in slovenščini? Ja, v angleščini najprej, ker je bila ideja ta, da pač te naše zgodbe slovenske pridijo tudi v mednarodni okvir in so. Potem smo pa tudi pač slovenski prevod naredili. Generacije, mit ali realnost. V enem pogovoru za STA ste pred časom dali vedeti, da ne gre toliko za značilnosti generacij, ampak bi tole mogoče midva še malo razdelala. Torej, generacije naj ne bi to, kateri generaciji smo v primerjavi s tem, kar se pojavlja na družbenih omrežjih, veliko tega vidimo, te razlike med Gen Z pa baby boomerji pa X-i. Jaz vem, da to stališče, ki ga imam, je mogoče celo malo bogokletno, glede na to, koliko je to uveljavljen termin. O temu se sploh ne preizprašuje. Dejva preizpraševati? Dejva, zato ker je treba. Jaz velikokrat slišim to vprašanje, kakšni so pa te generacije. Jaz sem rekel, taki ko mi, v bistvu cel spekter je. In če gledamo, strogo tako pač kot raziskovalci, imamo znotraj generacij bistveno večjo varianco, kot imamo med generacijami. To je isto kot s kulturo, ista zgodba. Se pravi, mi imamo v bistvu neke stereotipe o tem, če si se rodil 1.1.81, si bistveno drugačen, kot si bil 31.12.80. Po horoskop, ne? Po horoskop, približno. Se pravi, razumemo, če tako postava, razumemo, da je to mogoče malo nesmiseln način presojanja ljudi. Jaz vem, da je to mogoče tudi ena poenostavitev, da se malo lažje pogovarjamo o nekih razlikah in spremembah, ki pa so. Se pravi, mi smo zrasli recimo v enem družbeno-ekonomskem sistemu in potem prešli v drugega. Ti otroci zdaj so zrasli v času družbenih omrežij, pa umetne inteligence in tako naprej. Spravi, absolutno, da je kontekst drugačen in seveda to vpliva na človeka, ampak da bi zaradi tega rekli, da je kontekst edina stvar, ki pogojuje, kakšni oni so, je pa mogoče malo nepošteno. In so torej ta variacija znotraj generacije, o kateri ste govorili, v bistvu se nanaša tako, ko smo zaposleni, kot na vodje, ne? Pri obeh v bistvu generacija ni tista, ki je ključna, ne? Mislim, zdaj imamo dejansko situacijo, da govorijo delodajalci, da imajo 4 generacije na delovnem mestu. Jaz mislim, da imamo še več raznolikosti na delovnem mestu in je treba se pač pogovarjati o tem, kaj nas druži. Druži nas verjetno skrb za to, da bi imeli okolja, kjer bomo, vse te motivacijske vzgibe tudi čutili, da bomo čutili smisel, povezanost, da bomo nekaj lahko ustvarjali in tako naprej, da bodo to spoštljivi odnosi. To jaz mislim, da bi moglo biti vsem v interesu, ne glede na to, kateri datum si bil rojen. Smo v času, ko je brezposelnost zelo nizka, ko so zaposleni končno zelo cenjeni, bolj cenjeni, kot so bili kdaj. In ko se ti odhodi, vsej po določenih panogah, so lahko tudi zelo boleči. Recimo v panogi novinarstva, jaz lahko povem, da so odhodi mnogih zaposlenih drugam, pa tudi iz novinarstva na druga delovna mesta izjemno lahko boleča. Kako zadržati zaposlene? Jaz trdim, da je vodenje in kultura, da sta dva zelo močna momenta, ni pa to vse. Mislim, kar se tiče časa, mogoče nažalost se nam obeta tudi kaj bolj zahtevnega. Zdaj po eni strani demografija še vedno deluje v to smer, da bo ljudi primanjkovalo, po drugi strani pa so že ene panoge, ki so malo bolj izpostavljene. In ne bo več takega pritiska, kot je bil do zdaj, govorim iz perspektive delodajalca, ampak še vedno jaz mislim, da in na kratek in na dolgi rok ne more biti v interesu
imeti, rekel, kvaliteten vodstveni kader in zdrave kulture. To se ne spreminja. Če bi lahko mogoče proti koncu potegnila tudi neko vzporednico širše izven podjetij in delovnih organizacij in drugih organizacij. Samo upam, da ne na politiko. Bom rekla, na raven države. Je verjetno tudi v državi pomembno, kdo so tisti, ki vodijo recimo stranke, kakšni so in na kakšen način oni vodijo državo, bom rekla, vlado, politične organizacije. Res so rekla, da ne čevlje sodi kopitar, malo se bom tega držal, ampak tudi iz perspektive organizacij, delovnih organizacij in tako naprej, je kontekst, v katerem delujejo zelo, zelo pomemben. In to organizacije čutijo in izražajo na bolj ali manj posrečene načine. Tako da jaz govorim, da smo družba en vrtiljak, se pravi, da ne gre za to, da ta prispodoba lokomotive, da kakšen segment vleče drugega in tako naprej. Mi smo vsi zelo soodvisni. V koroni smo to še kako dobro videli. Organizacije rabijo delujoč zdravstveni sistem, da rabijo delujoč izobraževalni sistem. Vsi skupaj bi radi živeli v čistem okolju, jaz upam, radi bi se vozili uporabljali urejeno infrastrukturo. Tako da nekako je treba se dojeti kot soodvisne delčke družbe in se v skladu s tem tudi kulturno in spoštljivo pogovarjati. Tak način vodenja bi si je želel. In za konec pod črto, če bi lahko dala midva danes en nasvet, tako vodjem recimo v podjetjih kot zaposlenim v podjetjih, kaj bi to recimo bilo v zvezi z vodenjem seveda? Na kaj naj bodo pozorni, kaj naj imajo na umu, nekaj, kar se jih lahko mogoče najbolj dotakne? Jaz bi rekel, da tako, dajmo biti odprte glave glede tega, kaj dobro vodenje pravzaprav je, in dajmo dobro razmisliti, komu zaupamo tako odgovorno vlogo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Z veseljem še kdaj drugič, recimo o raziskavi, ki ste jo omenili. Absolutno. Hvala in lep pozdrav. In hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci. Hvala, da ste vsak teden z mano.